V temle e-predavanju si pa pogledamo še pravzaprav sisteme, orodja, platforme, skratka tisti bolj tehnični aspekt, kaj vse potrebujemo za to, da lahko pravzaprav, bom rekla, tehnično enostavno pa organizacijsko lahkotno naše programe tudi prodajamo, oziroma, kot jaz temu rečem, da v bistvu peljemo naše naključne obiskovalce, torej obiskovalce naših socialnih omrežij, naših spletnih strani do naših potencialnih kupcev oziroma konkretno udeležencev v online programih. Zdaj, to bomo naredili s pomočjo tako imenovanega izobraževalnega lijaka, ki smo se ga dotaknili oziroma ki smo ga spoznali tudi že na samem začetnem treningu, tako da tukaj še enkrat na hitro najprej preletim za to, da v bistvu se malo spomnimo, zakaj je točno šlo. Potem se pa dotaknemo v bistvu pogleda skozi orodja, torej, ko govorim o orodjih, mislim na računalniške aplikacije, ki nam omogočajo, da nekaj zgradimo, torej orodja, s katerimi nekaj dejansko skreiramo, zgradimo. Potem bomo pogledali platforme. Pod platforme so mišljeni neki računalniški sistemi, običajno so to sistemi v oblaku, to se pravi neke storitve v oblaku, ki jih najamemo za to, da lahko bom rekla, dostavimo te naše vsebine. In pa tretji vidik, ki ga pogledamo, so pa sistemi, podsistemi mislim pa nekako na procese, na to, kar moramo mi sami kot izvajalci vzpostaviti, pa poskrbeti, da seveda deluje. Najprej pa pogledamo torej sistem skozi oči tega izobraževalnega lijaka. Torej, analogijo oziroma to primerjavo z lijakom sem vzela ravno zaradi tega, ker v bistvu tukaj, o čemer govorimo, je zelo podobno temu, kar predstavlja marketinško-prodajni lijak. To se pravi, gre za sistem, kjer v bistvu udeležence peljemo, bom rekla, čez neko učno popotovanje. To se pravi, če bi zdaj združili marketinško-prodajni lijak in tale izobraževalni lijak, bi lahko rekli, da gre za neko učno-prodajno pot naših udeležencev, pa samo to, da razumemo koncept lijaka, to se pravi, lijak je na vrhu, začne se pri vrhu, kjer je zelo širok, kar pomeni, noter grejo v ta naš lijak, bom rekla, velika množica ljudi, potem pa se ta lijak oža, kar pomeni, da manjše število ljudi, kot je prišlo v prejšnji fazi, nadaljuje z nami v naslednje korake. To nam tudi mora pravzaprav dati vedeti, da pravzaprav zakaj je pomembno tako, bom rekla, veliko izpostavljanje oziroma zakaj je pomembno, da smo vidni in tako naprej, ravno zaradi tega, ker pravzaprav masa, ki nas zazna, pa do tja, da v bistvu postanejo, bom rekla, naše stranke, pravzaprav skozi manjša kvota teh ljudi. Skratka, izobraževalni lijak je pa v bistvu zdaj poanta v tem, v čem se razlikuje od marketinško-prodajnega lijaka, oziroma slišali boste tudi izraze sales funnel, to se pravi samo prodajni lijak ali pa marketinški lijak, skratka gre za isti koncept. Ko govorimo pa o izobraževalnem lijaku, govorimo pa o, bom rekla, potrebah. Zakaj sem izbrala besedo izobraževalni? Ker temelji na izobraževalnih potrebah naših strank, oziroma naših sledilcev, oziroma naših potencialnih udeležencev. Torej, pri novo gre za to, da so nekatere stvari našim potencialnim, bom govorila kar udeležencem, bom uporabljala ta izraz, nove. To se pravi, to je recimo, ko nas ljudje zaznajo v nekih socialnih omrežjih ali pa nekje na spletu, mogoče so karkoli pogooglali, pa so najdeli neko informacijo o nas. Ali pa smo se nekje pojavili v njihovem zidu na Facebooku ali pa na nekih socialnih omrežjih, ali pa jim je prišel naš YouTube video ven ali pa kaj takega. To je takrat, kjer je novo in zaznajo nekaj o nas. To se pravi, takrat prvič nekaj slišijo, nekaj izvajo z tega področja. V tej fazi niti še ni nujno, da se oni pravzaprav zavedajo, da je to za njih relevantno, ampak mogoče tako bom rekla z enim očesom ali pa z enimi parimi možganskimi celicami malo zaznajo, da to pa je nekaj, kar bi jih zanimalo. Seveda, ker se to dogaja na socialnih omrežjih, seveda nimajo, bom rekla, neke strukturirane informacije, ponavadi na socialnih omrežjih pride, bom rekla, ena informacija, en majhen delček tega, kar počnemo, en majhen delček tega, kako jim lahko pomagamo in tako naprej. Zato potrebujemo, bom rekla, en strukturiran sistem, ki pa že spada pod vedeti. Pod vedeti torej pridejo noter, tukaj pravzaprav potem že rabimo neke, bom rekla, bolj strukturirane pristope, ker človeku, ki ga je začelo nekaj zanimati v zvezi, ki je zaznal, da je mogoče pa to nekaj,
kar je za njega zanimivo, kar rešuje mogoče nek njegov izziv ali pa lahko podpira oziroma podpira uresničevanje neke njegove vizije, ne, to smo rekli, to se pravi v bistvu naši programi peljejo k temu, da rešujemo neke izzive ali pa uresničujemo oziroma podpiramo uresničevanje nekih vizij. In ko to oseba zazna v fazi novo, da bi to znalo biti mogoče nekaj, kar bi jo zanimalo, gre zdaj naprej v vedeti, v torej nek bolj strukturiran pristop, kjer dobi, bom rekla, bolj celostne informacije, kaj to pravzaprav pomeni. Ne, to se pravi, sploh če delamo na nekem področju, ki je mogoče majčkeno bolj novo, ki še ni toliko poznano, ali pa da ljudje ne vejo, za kaj točno se gre, rabijo majčkeno strukturo. Ker spomnite se, velikokrat ljudje rečejo, jaz pa najprej rabim, ali pa moja stranka pa najprej rabi razumeti to in to. Ne, to je v bistvu to v tej fazi. Rabi razumeti, pri čem, v bistvu kakšen je proces, pri čem ji lahko pravzaprav pomagate. In šele potem se pravzaprav odloči, da gre in naredi z nami. To se pravi, v fazi narediti, zdaj jaz sem tukaj pomenovala fazo narediti, lahko je to torej tudi faza postati, spremeniti, ne, tukaj se spomnimo na tiste naše začetni cilj našega programa, torej skratka, ni nujno, da je zdaj beseda narediti, to pravi, ampak gre za neko aplikativno vrednost, skratka, ko želi res te zadeve implementirati, ne, in tukaj moramo se zavedati, da od faze vedeti do narediti lahko traja kar nekaj časa, ne, lahko smo prišli v nepravem trenutku za našo stranko, lahko v bistvu udeleženec takrat šele začne razmišljati o tem, pa rabi potem neko fazo procesa, da se odloči in tako naprej. Skratka, narediti je pa tam, kjer pravzaprav se pa res naši programi potem, kjer govorimo pa o prodaji naših programov, kjer pa mi, bom rekla, na nek strukturiran način, enako sicer kot pri vedeti, tudi vedeti je strukturiran način, ampak pri vedeti ne gremo v neke detajle. Na začetku ljudje ne grejo še mogoče nekaj, bom rekla, zelo zares delati, ne, tam jih v bistvu rabijo razumeti, ne, potem grejo pa v to, da se pa odločijo, ok, zdaj bom pa jaz to naredil in želim pomoč oziroma želim to narediti s pomočjo te in te osebe oziroma s pomočjo njegovih programov. Potem pa naša četrta stvar je pa podpora. Podpora pride pa na koncu, namreč težko dajemo podporo, oziroma najprej mogoče kaj je pod podporo mišljeno. Pod podporo je mišljeno torej, kadar ljudje, ki že neke osnove imajo, torej ki že nekaj znajo narediti, mogoče določene zadeve ne delujejo več tako, mogoče so se nekako posodobile, recimo, da so pašli, ne vem, jaz znam tukaj velikrat primer z področja računovodstva, so se posodobile zakonodaje ali pa karkoli, je treba ljudem dajati to nadaljno podporo z novostmi. Ali pa recimo na mojem področju se posodabljajo orodja, pa rabijo ljudje podporo, v smislu, da imajo, bom rekla, neke konstantne update, da vejo kaj novega, ali pa podpora v smislu, da so šli nekaj narediti, pa jim mogoče ni uspelo. Ne? Tukaj pa bolj mogoče kot neki, če si lahko predstavljate kot neki intervencijski klici ali pa neka opcija, da smo jim na podporo, to se pravi, da smo jim na voljo, kadar mogoče se jim stvari ne grejo glih najbolje. Ne? To se pravi, to je tudi ena lahko od oblik, ki jo lahko dodamo v naših online programih, vendar za ljudi, ki imajo, bom rekla, neko osnovo. Ne? Težko bomo dajali podporo z našega področja nekomu, ki ni z nami šel skozi proces, da bi z nami nekaj dejansko naredil. Evo, zdaj to je bilo tako, bom rekla, en tak grob opis lijaka. Zdaj seveda pri tem lijaku potem na koncu imamo tudi še ljudi, ki so bližje naše stranke, pa lahko postanejo neki naši ambasadori ali karkoli drugega, ampak za voljo te prezentacije, oziroma za voljo tega predavanja se bomo torej osredotočili na te 4 faze, novo, vedeti, narediti in podpora, kjer pravzaprav govorimo torej o tem, kako našega naključnega obiskovalca peljemo do našega udeleženca oziroma do udeleženca v naših programih. In zdaj skočimo in si pogledamo prvo stvar, torej orodja. Za orodja smo torej rekli, da so to neke računalniške aplikacije oziroma neke zadeve, ki nam pomagajo se šraufati oziroma sestaviti oziroma narediti neke, bom rekla, neke izdelke. In v našem primeru v bistvu resnici delamo samo z 2 tipoma izdelkov. To se pravi, en tip izdelkov so, bom rekla, grafike, to se pravi neke statične zadeve, neke slike, ki jih pravzaprav lahko uporabimo pri katerikoli zadevi. Torej se pravi, ko delamo promocijo, so to lahko neke slike, neke objave na socialnih omrežjih ali pa slike recimo tudi v naših online programih, v naših mogoče nekih promocijskih programih in tako naprej. To se pravi, v resnici rabimo torej samo orodje za izdelavo grafik.
in pa na drugi strani rabimo delati video vsebine, to se pravi, to so lahko spet video vsebine za promocijo na socialnih omrežjih ali kjerkoli, ali pa video vsebine za naše prodajne programe. To se pravi, v resnici rabimo samo dve orodji in zdaj tukaj sem pristaš oziroma nekako sem izbrala orodje, torej za grafike orodje Canva. Zakaj? Zato, ker je pravzaprav zelo enostavno oziroma je tudi zelo, bom rekla, ima širok nabor fotografij in vseh grafik in vseh materialov, ki jih potrebujemo ali za objave na socialnih omrežjih ali pa ali za promocijo ali pa pri prodajnih programih. Zdaj, kar se Canve tiče, Canva sicer načeloma stane nekje okoli 10 evrov na mesec, vendar obstajajo opcije, da se povežete v skupino, to se pravi, da ste skupina večjih ljudi, kjer potem v bistvu pravzaprav Canva pride na voljo za praktično par 10 evrov na letni ravni. Tam recimo zdaj v času snemanja tega videa nekje, mislim, da 27 evrov na letni ravni, če ste povezani v skupino z drugimi ustvarjalci v Canvi. Tako da to je zelo, bom rekla, zanimiv strošek, ima pa res, bom rekla, in nabor tega, kaj lahko delate in nabor fotografij in vsega tega je na voljo. Drugo orodje, ki ga pa potrebujemo, je pa za video, smo ga pa tudi že spoznali, je pa orodje Screenpal. Zdaj jaz v osnovi delam z njim vse, torej tudi se objave za socialna omrežja, objave za moje prodajne programe in vse te zadeve. Zdaj tukaj boste naleteli v fazi orodij, boste naleteli, bo vam kakšen drug recimo lahko priporočajo tudi CapCut ali pa kaj takega, ali pa Filmora in tako naprej. Zdaj seveda vsa orodja, s katerimi lahko kreiramo vsebine, so ok. Sem se pa jaz odločila, da delam s Screenpalom ravno po principu zaradi tega, ker manj orodij, ko imamo, lažje nam je. To se pravi, če jaz zdaj tukaj dodam še orodje, oziroma bom tako rekla, mi kot izobraževalci tako rabimo orodje, ki nam omogoča delati spletne tečaje. In večina nekih drugih orodij za video editiranje je ali prekompleksnih za nas, ali pa nimajo neke take podpore, da bi lahko delali, to se pravi, da bi lahko delali spletne izobraževanja. Zato pač smo vzeli torej orodje Screenpal in ga potem uporabljali tudi zato, da delamo v bistvu bolj promocijske zadeve. Kar pa ne pomeni, da če imate mogoče nek tip vsebine, kjer bi vi raje, delali z nekim tretjim orodjem, ali pa da vas nekdo drug uči uporabljati neko tretje orodje, no problem, ni problema, lahko tudi tisto, vendar v tem primeru se morate zavedati, da imate potem za učiti se eno orodje več in pa za spremljati update za eno orodje več. Tako da, če delate, bom rekla, neke osnove, neke take, bom rekla, čisto osnovne zadeve, zadoščata torej Canva in pa Screenpal. Tudi moramo se zavedati, da mi, ko izobražujemo, oziroma mi, ki smo izobraževalci, ne rabimo izvajati tukaj za nekih, videov, kot so za TikTok ali pa kaj takega, kjer ljudje skačejo pa plešejo pa tako naprej. Skratka, razen pač, če to nekako podpira vašo blagovno znamko in ta nastop, kakršnega ste si pod to blagovno znamko zamislili, drugače pa v bistvu resnici, torej Canva in pa Screenpal od orodij. Screenpal smo pa tudi že rekli, pa tudi na voljo za $6 na mesec ali pa nekje $36 na letni ravni, kar pomeni, da nekje za nekih 60 evrov, dobrih 60 evrov na letni ravni pridemo skozi pri orodjih. Naslednje so platforme. Platforme smo rekli, so v bistvu neki sistemi, ki nam omogočijo, to se pravi neki računalniški sistemi, običajno so v oblaku, smo rekli, torej se pravi jih nekje najamemo, oziroma so nekje drugje, ne nainštalirane na našem računalniku, kjer v bistvu, ki nam omogočajo, da našo vsebino dostavimo. Zdaj pod tole prvo točko, novo, so to v bistvu običajno socialna omrežja. Torej, socialna omrežja, ki nam omogočijo, da pravzaprav te neke naše manjše izobraževalne vsebine, to se pravi neke te koščke, s katerimi ozaveščamo, s katerimi, bom rekla, nekako osveščamo naše potencialne stranke o tem, kako jim lahko pomagamo. To se pravi, torej socialna omrežja nam omogočijo, da te naše mini vsebine dostavljamo torej preko socialnih omrežij. Pri socialnih omrežjih, torej platforme pri socialnih omrežjih, kar pride prav, to se pravi, so te izbrane platforme in pa včasih nam pride prav, zato je zelo odvisen od vsakega posameznika, pride upoštev morda tudi nekatere tako imenovane streaming platforme.
streaming platforme. Zdaj, kaj pomeni streaming? Streaming pomeni predvajanje. Običajno je to live streaming, torej predvajanje v živo. Tukaj zdaj pride prav, to se pravi, včasih pač se želimo z udeleženci, z našimi strankami, sledilci povezati, bom rekla tudi na ta način, to se pravi, da niso to samo objave, ki so pripravljene naprej, to se pravi, da niso to grafike, ki smo jih naredili s Canvo, pa videi, ki smo jih posneli recimo v Screenpalu oziroma pripravili v Screenpalu, ampak želimo v živo iti, ne? To se pravi, to je ta, bi rekli, tretja komponenta, poleg grafik, videov, imamo zdaj še video v živo. Zdaj video v živo načeloma na socialnih omrežjih lahko delate s telefonom, drugače pa tukaj prav pridejo tudi platforma Zoom, torej ta platforma, s katero v resnici tudi delamo, bom rekla, spletne delavnice. Zasledili boste pa tudi platforme, kot so StreamYard ali pa v bistvu platforme, tudi če kakšne druge, no, tale StreamYard, pa Restream, te dve sta nekaj take bolj popularne. Zdaj v osnovi, kaj s tema dvema platformama, predvsem sem fokusirala na StreamYard, ki ga bolj poznam. V bistvu te platforme nam omogočajo, da gremo v živo, to se pravi na naših socialnih omrežjih, na ta način, da v bistvu imamo, bom rekla, nekako tudi lahko podprto z grafikami, pripisi, ne. Torej, če gremo v živo preko telefona ali pa preko Zooma, zdaj preko telefona, če gremo, torej imamo samo opcijo, da smo pač gor mi, ne, naša govoreča glava. Če gremo v živo, recimo direktno preko Zooma, preko Facebooka, imamo zdaj opcijo samo to, da izberemo, ali smo gor z govorečo glavo, ali smo pa gor z nekimi prezentacijami. Če gremo v živo z Zoomom, imamo omogočeno, da smo gor na sliki in naša prezentacija in mi, samo smo žal mi zelo mečkani, to je slabost Zooma za prenos na socialna omrežja. StreamYard nam pa omogoča, da v bistvu gremo, recimo, da imamo nekako bolj grafično, lepšo grafično podobo, da imamo lahko gor na ekranu napise in tako naprej, ne. In pa StreamYard nam tudi omogoča, da gremo hkrati v živo na več kanalih. Zoom nam omogoča, da gremo v živo recimo na Facebooku, YouTubeu, medtem ko StreamYard nam omogoča, da gremo v živo tudi recimo na Instagramu hkrati, pa na YouTubeu, pa na Facebooku, pa tako naprej, ne. Skratka, to je ta razlika. Kdaj katero platformo rabite, se boste pa morali sami odločiti oziroma pač v skladu z strategijo, ki jo delate, ne. To se pravi, bomo pogledali potem večko naprej pri sistemih. Ok, to so bile torej platforme, ki spadajo nekako pod tale novo, to se pravi, ko delamo, bom rekla, te zadeve, kjer bom rekla, nekako osveščamo prek socialnih omrežij, so to nekako te platforme. Potem je pa menim mogoče pri platformah, mogoče omenim še platforme za planiranje. Za planiranje objav, zdaj načeloma, če delate objave recimo samo na Facebooku pa Instagramu, je zelo dober sistem planiranja objav že v samih platformah, tako imenovan Meta Business koledar. Čim pa delate objave tudi za druga mreža, recimo, ne vem, da planirate objave tudi za, da je vaš kanal tudi recimo, ne vem, na LinkedInu, pa da želite recimo to vse naenkrat narediti, rabite pa potem že dodatne platforme, ampak tukaj ne bomo šli več v detajle, samo to, da ozavestim, katere so tiste platforme, ki nam omogočajo, bom rekla, to tako mini m-learning, se temu običajno reče, to se pravi mobile learning oziroma micro-learning, to se pravi neke take male objave, kratke objave na socialnih omrežjih za, bom rekla, bolj promocijske oziroma predstavitvene namene. Zdaj, v fazi vedeti smo rekli, delamo v bistvu bolj neke predstavitvene programe, to se pravi take online programe, kjer mečkam bolj že strukturirano peljemo naše udeležence skozi naš proces. In tukaj v bistvu v resnici imamo recimo, lahko vse skupaj naredimo s tako imenovanim email marketing sistemom. Torej EMS, je kratica, zato sem izveliko napisala. Email marketing sistem oziroma boste videli tudi email provider sistem in tako naprej, jaz uporabljam email marketing sistem kratico, skratka gre za platforme, kot so, ne vem, MailerLite, zelo poznan je Mailchimp, ki ga sicer ne priporočam za našo branžo, samo uporabljam GetResponse, skratka tukaj imamo kar veliko teh email marketing sistemov, ki nam omogočajo, da pravzaprav preko e-maila, preko teh email sporočil lahko pošiljamo našim strankam neke informacije, lahko jim pošljemo nek e-priročnik, lahko jim potem dostavljamo neka videogradiva in tako naprej, ne. Skratka, tukaj
v tej fazi vedeti, v resnici zadošča email marketing sistem, ker namreč email marketing sistemi so precej pocenska zadeva, dobite jih že za ston, oziroma štartajo pri 0 evrih, to se pravi za nekje do 500 kontaktov, naprimer v trenutnem momentu, ko tole snemam, recimo MailerLite omogoča, da prvih 500 kontaktov zbirate nekje na brezplačnem planu, seveda vedno plačljivi plani, jaz vedno pravim, ne se zanašati na brezplačne zadeve, ker prvič brezplačni plani lahko jih kadarkoli spremenijo, pa rečejo, tega brezplačnega plana ni več, morate iti nujno na plačljivka, oziroma brezplačni plani običajno ne omogočajo vseh tistih dodatkov, ki nam omogočajo, bom rekla, več optimizacije, več avtomatizacije in podobno. Tako da tukaj nekje, bom rekla, če se tukaj postavimo v to vlogo email marketing sistemi, nekje tam 10, 15, 20 evrov so že, bom rekla, solidni email marketing sistemi, ki omogočajo kar nekaj optimizacije in avtomatizacije. Pri tej fazi vedeti bomo pa najdli tudi še eno vrsto platform, to so pa tako imenovane webinar platforme. Webinar platforme nam pa omogočijo, da se udeleženci v bistvu prijavijo na naše e-predavanje, to se pravi, da bomo če želimo recimo nek tak strukturiran pristop podajanja vsebine narediti, nekako, bom rekla, uživo ali pa avtomatizirano. Oziroma tukaj zdaj webinar platforme nam ponavadi pridejo v poštev, da naredimo avtomatizirano. Kaj pomeni webinar platforma? To ste najbrž že zaznali, pa niste mogoče bili še celo pozorni, da se nekdo prijavi na nek webinar v nekem določenem, ki je razpisan v določenem času, v določenem momentu, točno določen dan, točno določeni uri, in potem webinar platforma poskrbi, pač mi noter vpišemo te podatke, da pošilja opomnike, torej te spomnike, kdaj bo to na voljo, da potem noter nastavimo v to webinar platformo, naložimo naš video, ki smo ga posneli naprej, in torej oseba, torej naš potencialni udeleženec, pride na to platformo v tistem času, ko si on rezerviral, da bo si ogledal to predavanje, pride noter, platforma smo rekli, poskrbila, da mu je poslala vse spomnike, pride noter, noter platforme, običajno te webinar platforme tudi običajno poskrbijo za ta efekt, ko imenovanega urgency-ja, oziroma ta efekt nujnosti, ker rečejo, samo ob tej in tej uri bo na voljo ta webinar, kar pomeni, da si ljudje res toliko bolj želijo, da če si ga želijo ogledati, da si res rezervirajo tisti čas, in potem pridejo, potem pa običajno mogoče, da so še posnetki, na 7 dan ali pa 24 ur, in potem ta platforma pač tudi poskrbi še potem, da dostavi te, bom rekla, še spomnike naprej, pa mogoče neke dodatne maile, pa tako naprej. Upam, da je dovolj razumljivo, zakaj gre. Torej gre za to, da recimo, v tej fazi bi recimo lahko mi naredili tudi predavanje v živo preko Zooma, vendar mora biti v živo, to se pravi, moramo biti mi zraven, Webinar platforme nam pa omogočajo, da pravzaprav naredimo posnetek in se ta posnetek lahko ljudje pogledajo točno v določenem času. In običajno potem je tudi samo posnetek na voljo nekih recimo 24 ur. Tako da v bistvu te webinar platforme so res bolj marketinška zadeva. Seveda uporabljamo pri vsem skupaj, pač izobražujemo, torej tudi na webinarju izobražujemo, vendar pa kot sam sistem je pa bolj, bom rekla, marketinški sistem. Zdaj, webinar platforme so dokaj drage, imajo velik, bom rekla, dober učinek, to se pravi, zdaj, če mi moramo vedno gledati te stroške skozi oči tega, da več, ko mi vložimo v neko avtomatizacijo pa v optimizacijo, bolj nam prihrani čas, kar pomeni, mi takrat lahko delamo stvari kot izvajalci, mentori, poučevalci oziroma izobraževalci, lahko takrat izobražujemo in delamo druge stvari. Tudi dostikrat imajo vse te platforme dosti večji učinek, torej tudi prodajni učinek, tako da ne smemo vedno teh platform gledati, zdaj pa to ful velik strošek. Želim pa vseeno opozoriti, da recimo webinar platformo, ki naredi v bistvu, ki vam omogoči zgolj to, da pravzaprav lahko delate, bom rekla, takele tako imenovane avtomatizirane oziroma automated webinars, stanejo nekje tam od 40-50 evrov oziroma dolarjev na mesečni ravni. Tako da tukaj se je treba pač tega stroška zavedati. Tako da to je v tej fazi, torej vedeti so nam nekje običajno zadošča email marketing sistem, oziroma če želimo več optimizacije oziroma več avtomatizacije, so torej pridejo upoštevati tudi
webinar platforme. Potem pa v fazi narediti in pa v fazi podpore, to bom kar združila skupaj, to se pravi bom združila kot en produkt oziroma kot eno zadevo, je pa v bistvu nam pride upoštev torej LMS sistemi, torej to je pa Learning Management System, torej Learning Management System oziroma po domače rečeno so to spletne učilnice, torej platforme za spletne učilnice, bom povedala malo več, in pa Zoom, recimo, ne. Torej videokonferenčni sistem, Zdaj, kar se tiče tehle Learning Management sistema, torej spletnih učilnic, spletne učilnice imamo zdaj na voljo veliko različnih platform, veliko različnih rešitev. Zdaj v osnovi spletne učilnice pač potrebujemo, kadar delamo programe, kjer imamo posnete vsebine. To se pravi, naših posnetih vsebin ne bomo mogli dostaviti našim udeležencem, našim strankam kar prek maila, torej ne moramo pošiljati videov zapakiranih v mail, ker pač tega sistemi za maile ne prenesejo, oziroma so to običajno dosti veliki videi. Opcija je seveda, da damo vedno tudi naše, bom rekla, posnetke nekam na YouTube ali kaj takega. Zavedati se moramo tam, da seveda niso zaščiteni, si jih pogleda lahko kdorkoli. Običajno pa je tako, da pri spletnih učilnicah mi rabimo nek sistem v smislu, da ljudje se vpišejo noter, da predelujejo, da poklikajo, kaj so že pogledali, da jih tudi sistem samo pomni, recimo, tole si že pogledal, tukaj si vstal, da imamo noter mogoče znotraj tega learning management sistema tudi mogoče community, ki podpre to učenje in tako naprej. Zdaj, o samih learning management sistemih oziroma spletnih učilnicah tukaj ne bom šla kaj več v bolj detajle, kot samo to, da še opomnim, da obstajajo torej različne spletne učilnice oziroma različne rešitve za spletne učilnice v različnih cenovnih rangih. Nekatere celo imajo noter, poleg tega, da omogočajo ta sistem, da postavimo spletni tečaj in naložimo noter videe, imajo celo, so tako imenovane all-in-one platforme, torej vse v enem, ki imajo mogoče tudi noter email marketing sistem, pa webinar platforme, pa nekatere celo te streaming platforme in tako naprej. Moramo se pa vedno tukaj zavedati, da je med nami, edopodjetniki, imamo različne potrebe, kar se tiče teh spletnih učilnic. Ko tukaj res poudarjam, če ima sosedova Lojska platformo XY, ker dela vsebino XY, ni nujno, da bo ta platforma ustrezala tudi nam, ki delamo vsebino AB. To se pravi, ki delamo drug tip vsebine ali pa ki rabimo druge rešitve in tako naprej. Tako da pri teh platformah je treba biti kar precej pozoren, vedeti pravzaprav, kaj mi pričakujemo od take platforme, kaj si mi želimo, in potem iščemo, bom rekla, ustrezen sistem. Na slovenskem trgu oziroma za slovenski trg, to se pravi platforme, ki imajo, bom rekla, omogočajo uporabniško izkušnjo za naše udeležence v slovenskem jeziku, jih je trenutno že na voljo kar nekaj, tako da praktično za vsak tip vsebine lahko že najdemo, za vsak tip vsebine, za vsak tip potrebe, bi rekla, že najdemo, bom rekla, ustrezno platformo. Bi pa tukaj še to opozorila, torej learning management sistemi, spletne učilnice za edopodjetnike imajo še eno, bom rekla, dodano stvar, in sicer, da omogočajo tudi prodajo. To se pravi, da v bistvu mi udeležencev ne samo, da jih vpišemo noter zato, da imajo dostop do vsebine, temveč jim damo, pravzaprav jim lahko omogočimo, da že kupijo naše spletne tečaje oziroma naše online programe, in s tem momentom, ko so kupili, zlasti če gre za nakup, ki je takojšnje upravljeno, to se pravi s spletnimi karticami oziroma pač te spletne nakupe, imajo lahko, to se pravi istočasno, ko so plačali, recimo preko PayPala ali Stripa, oziroma kreditne kartice, plačilne kartice, že takoj dostop do naših programov. Tako te learning management sistemi oziroma spletne učilnice niso samo sistemi za dostavljanje znanja, ampak lahko tudi za prodajo. To se pravi, to je, bom rekla, LMS sistemi so nekaj, brez česar pravzaprav v tej fazi ne bomo mogli iti, če gremo pa pač naše tečaje res prodajati oziroma jih izvajati na tak način. So pa seveda v različnih cenovnih rangih in ponujajo različne rešitve. Nekje od 25 evrov na mesečni ravni pa je treba kar računati na ta strošek, da take platforme stanejo.
In pa drug sistem, ki ga še rabimo, ki nam bo zelo verjetno prav prišel, ni pa tudi nujno, je pa Zoom oziroma neki videokonferenčni sistemi, kjer pa lahko izvajamo tudi e-delavnice oziroma neka srečanja v živo. Zdaj, jaz sem tukaj pristaš Zooma, kjer je res eden od sistemov, ki je, bom rekla, zelo ugoden, to se pravi stane nekje tem 14 evrov plus DDV, to se pravi 17 evrov plus 17 evrov na mesec nam nekje zadošča. In v bistvu nam omogoča, da delamo tudi bolj interaktivna srečanja, torej da lahko udeleženci med sabo komunicirajo, da lahko mi z njimi komuniciramo, skratka, da ne gre za sistem streaminga, to se pravi tamle pri novo, smo rekli, imamo live streaming, kjer samo projiciramo, to se pravi streaming pomeni, da predvajamo v eno smer, medtem ko govorimo o videokonferenčnih sistemih, pomeni, da imamo res tolo konferenco, to se pravi, da je lahko več udeležencev, med sabo komunicirajo, med sabo delajo in tako naprej. Tako da tukaj v bistvu nam pride ta sistem Zoom zelo prav. Tako da zdaj, če platforme povzamem, platforme nas nekje stanejo, bom rekla, okoli, kaj pa jaz vem, recimo, če email marketing sistem štartamo z ničlo, pa LMS učilnice vzamemo nekaj pocenskega za, ne vem, tam 25 evrov na mesec, smo torej prišli skozi že pri 25 evrih. Jaz osebno recimo imam nekje email marketing sistem 20 evrov, spletne učilnice imam nekih 50 evrov, pa še Zoom recimo 17, tako da bom rekla nekje tam okoli slabih 100 evrov na mesec. Zdaj, če dodajemo, ne vem, webinar platforme, dodamo torej še 40 evrov na mesec. Če vzamemo kombinacijo LMS-a pa email marketing sistema, torej da to vzamemo tako imenovano all-in-one platformo, lahko pridemo, ne vem, nekje tam za 30-40 evrov, pa tudi tja do 200 evrov in tako naprej. Tako tukaj res treba pač vedeti, sami pri sebi se moramo pogovoriti, kakšne sisteme potrebujemo, kaj si želimo, na kakšen način želimo delati, kje želimo več avtomatizacije in optimizacije in potem na podlagi tega se izberejo ustrezne platforme. Ok, in poglejmo še zadnjo stvar, to so pa sistemi, to se pravi, tukaj smo pa rekli, sistemi, ki jih moramo mi vzpostaviti, pa potem nekako tudi vzdrževati oziroma delati z njimi. Zdaj, tukaj pri novo smo mi rekli, da v bistvu gre za naš nastop na socialnih omrežjih, tako da v bistvu prva stvar, ki jo nekako moramo imeti zagotovljeno, je, da imamo nek sistem objav. Sistem objav na socialnih omrežjih. Da mi vemo, zakaj nekaj delamo, da mi vemo, kam tudi ta sistem objav vodi in pa predvsem, da mi ne izgorimo s tem štancanjem nekih objav, ki nimajo nekega smisla pa glave. Zdaj, tukaj moram res opozoriti, velikokrat vidim v praksi, pač, da ljudje nekaj, oziroma izobraževalci, bom to poudarila, mi, ko prodajamo online programe, smo edupodjetniki in imamo, bom rekla, nekako drugačen sistem objav, kot ga ima nekdo, ki ima, ne vem, prodajo prek spletne trgovine. Ali pa nek drug sistem objav, kot ga ima nekdo, ki je influencer in prodaja, ne vem, neke naključne izdelke, ki jih promovira. Imamo drugačen sistem kot nekdo, ki dela, ne vem, ročna dela in prodaja recimo te izdelke. Skratka, mi moramo tukaj imeti en tak sistem objav, ki bo hkrati, bom rekla, izobraževal, pa seveda ne preveč globoko, pa ne zaradi tega preveč globoko, da ne obremenimo ljudi, ampak mislim, da ne izdamo preveč stvari, ampak bolj, da ne obremenimo z nekimi stvarmi, ki mogoče za naše sledilce v tej fazi še niso relevantni. Hkrati pa mora pravzaprav ta sistem objav podpirati nas in našo nadaljno promocijo oziroma našo to pot naših sledilcev naprej. To se pravi, tukaj moramo si nekako najdati, oziroma nekako najdati, pa če jaz imam te sisteme, vam jih predstavljam, torej v spletnem hubu za edupodjetnike, vas torej peljem, da vzpostavite v bistvu vse te sisteme, ki, bom rekla, omogočijo, da pripravite, bom rekla, objave v različnih oblikah, da nagovorite različne zadeve in da hkrati pravzaprav, bom rekla, temeljite cel sistem na tem, da udeležence oziroma potencialne stranke peljete tudi naprej. Tako da tukaj v bistvu pravzaprav gre za to, da naredimo en ta sistem objav, splaniramo objave, bom mogoče to še dodala, planiranje objav, skratka, da naredimo torej, bom rekla, eno tako strategijo, kaj bomo pisali, kdaj bomo pisali, v kakšni obliki in predvsem, da to naredimo na en tako učinkovit način. Jaz običajno to rečem, se usedemo enkrat na mesec, pa po domače naštancamo objave za recimo en mesec naprej
in pa tudi te objave naredimo na tak način, da tudi čez 2 meseca ali pa 3 ali pa 4 mesece jih lahko malo ponovimo. Ne? Skratka, da ni zdaj, da smo mi naredili polhen enega dela, pa potem ves čas, da moramo nekaj generirati nove objave. Ne rabimo. Lahko čez par mesecev ponovimo in recikliramo zadeve. Ok, pod drugo točko podvedeti smo že govorili o tem, da rabimo neke promocije, jaz jim rečem promo online programe. Seveda našim udeležencem rečemo, da je to promo online program. Promo online program je torej neka zadeva za nas, da vemo, da je promocijski online program. Še vedno temeljimo, tako kot sem rekla, v bistvu vse temeljimo na tako imenovanem edu-marketingu, torej na izobraževanju, osveščanju naših strank. In promo online program je v bistvu pravzaprav že en tak mini online program, ne gre pa v globino. To se pravi, tukaj vam dam, bom rekla, sisteme oziroma ogrodja, na kakšen način se torej lotiti tega, da naredite tak promocijski online program, da zajamete res tiste zadeve, ki jih je fino zajet in da spustite tisto, kar bi bilo v tej fazi preveč. V smislu, da preveč da obremeni udeleženca, da mu da preveč informacij, ker namreč preveč informacij lahko tudi odbije. Tukaj bi zdaj sam poudarila, da imamo 2 tipa online programov, tega se marsikdo velikokrat ne zaveda. Eni tipi programov so v bistvu bolj namenjeni, kadar imamo promocijo naših konkretnih online programov, ki jih želimo prodati. Drug tip online programov oziroma drug tip neke take, bom rekla, promocije je pa, kadar v bistvu nimamo ničesar za prodajo, to se pravi, da ne izvajamo nekih promocijskih aktivnosti, hkrati pa še zmeraj želimo, bom rekla, ljudi, ki nam sledijo, zajeti v to našo bazo naročnikov na naše online novice. Tako da to v bistvu sta nekje običajno zgradimo potem 2 tipa online programov in jih kombiniramo čez celotno leto. Skratka, tukaj gre za to, da zgradimo te promo online programe in da jih čim bolj avtomatiziramo. Tukaj nam je cilj, da to ni neka stvar, ki moramo biti mi zelo aktivni ves čas, da nam tukaj v bistvu sistemi pomagajo, torej te platforme, da nam pomagajo, da so te stvari čim bolj, bom rekla, tudi lahkotne za nas. Potem v tej fazi narediti, smo pa že rekli, pravzaprav govorimo pa torej o programih za prodajo, torej tukaj pa v bistvu vzpostavimo, to se pravi, zgradimo naše spletne tečaje, zgradimo naše online programe, zgradimo naše članske programe, zgradimo naša Zoom usposabljanja, skratka tisto, kar potrebujemo. In promo programi za prodajo so torej pa tisti naš izdelek, kjer pa res moramo, bom rekla, poskrbeti, da je narejen profesionalno, kvalitetno in pa na tak način, da pravzaprav nam omogoči, da lahko kadarkoli kakršnokoli stvar na dosti enostaven način popravimo, dopolnimo in tako naprej. Tako da, evo, če na naslednjem slajdu še naredimo en tak pregled, lahko vidimo, da v bistvu potrebujemo 2 orodji, Canva in Screenpal, to smo rekli nekje v cenovnem rangu nekih par $10 oziroma pa evrov na letni ravni. Potem platforme smo rekli, imamo socialna omrežja, ki so pravzaprav zastonj. Če že tukaj želimo karkoli dodati, so streaming platforme, predvsem pa rabimo v tej fazi imeti ta sistem objav in sistem planiranja objav. V fazi vedeti, torej smo rekli, nam pridejo poštev, minimalno, kar rabimo, so email marketing sistemi, ki so na voljo že zastonj oziroma za par €10 na mesec, oziroma če želimo več avtomatizacije in več optimizacije našega časa, pridejo poštev webinar platforme za nekje $40 dalje. Rekli smo pa, da rabimo nek promo online program, ki, bom rekla, na en tak strukturiran način pelje naše udeležence skozi ta proces, da razumejo, zakaj gre. Pa poudarili smo, da imamo torej tukaj 2 tipa teh promo online programov. Potem pa v fazi narediti in pa podpore, ker to združimo skupaj, torej pa potrebujemo learning management sistem oziroma sistem za spletne učilnice, ki nam lahko omogoči morda celo tudi nekatere druge stvari, od prodaje do celo mogoče zajame tudi stvari, ki smo jih tukaj imeli pod fazo vedeti, torej kakšen email marketing sistem in podobno. In pa potrebovali bomo tudi Zoom, zlasti, če delamo torej programe za prodajo, ki imajo, bom rekla, tudi to komponento naših srečanj v živo.